Živijo v tem mrzlem dnevu, da še malo sonce ujamem, sem se odločil, da na hitro posnamem še en novi posnetek. Tako da bi pa nadaljeval še o pozornosti. Rad bi govoril pravzaprav o zbranosti, o meditaciji, o teh stvarih, ki vse nas zanima. Drugače, marsikdo se ne bi srečal z Budovim učenjem, če ne bi bilo zaradi meditacije. Ampak mi ne moremo kar zdaj prehitro skočiti v meditacijo, ker ne bo šlo, dokler nimamo ene stvari še poštimane, dokler nismo pripravljeni za meditacijo, je pravzaprav skoraj da nima velikega smisla sedeti pa se nekaj matrati, pa potem obupamo, ker ne bomo videli, ne bomo opazili nobenih dobrih sadov iz meditacije. Zato, ker mora biti marsikaj še prej počiščenega. Najprej moramo vedeti, zakaj sploh meditiramo, kako se meditira in na kaj moramo biti pripravljeni. Predvsem, ko gre za vrlino ali pa da je srce že pripravljeno, da je že naprej očiščeno. Tako da marsikdo se preskoči te prve točke, pa gre takoj direktno na meditacijo in mislijo, da je meditacija samo neka pomiritev, ampak v resnici, kaj delajo, samo kako izriniti stran probleme, izriniti stran odgovornost, potiskanje stvari stran. In če mi meditiramo na tak način, bo pravzaprav meditacija bolj škodila. Zato, ker to ni meditacija, ki jo bo učil. Že, meditacija je tako zdaj širok pojem, da zdaj se je tudi razširilo že tukaj po Sloveniji vse vrste metode in tehnike, ampak če je to, kar učijo danes v svetu kot meditacije, potem bi mogel reči, da Buda ni učil meditacije. Treba potem najti neko drugo besedo, tako da se ponavadi tudi izogibam besede meditacije, bi bilo boljše govoriti o zbranosti, pa ta zbranost je namen za očiščevanje srca, za spoznavanje resnice, ne pa potiskanje stvari na stran. Torej, meditacija je res neka stvar, da se res srce odpira. Tako da, če pa se bojimo, da se stvari nam odprejo, potem nismo pripravljeni na meditacijo. Tako da so ene stvari, ki jih moramo tudi že vnaprej očiščevati. To je vrlina, predvsem vrlina. Ampak v glavnem, zdaj bomo še zmeraj govorili o pozornosti. Pozornost je, kako smo rekel, spominjanje. To je mogoče najboljši prevod, da se potem lahko tudi izognemo kakšnega nesporazuma. Zadnjič sem govoril o 4 pozornosti, to je pozornost na telo, na občutke, na oziroma srce, pa tudi na fenomene. To so te znani 4 ta polja, ki pogojujejo to doživljanje, te spominjanje, kot sem rekel, je vedno v kontekstu, nekako v ozadju, ki razširi ki odpre in vidimo, da ni samo stvar, ki vidimo pred seboj, ampak vsaka stvar mora imeti nek kontekst, ker v tem posnetku mora imeti neko ozadje. Torej, nismo zafiksirani na neko stvar, ampak smo tudi pozorni na celoten kontekst, v kateri ta stvar. To je zelo pomembno. In Buda je tudi učil še o drugih vrstih pozornosti oziroma spominjanja. In tu je spominjanje na Buda, Dhamma in Sangha. No, Buda je pravzaprav spominjanje Bude. In Buda zato, ker Buda je bil prebujen, je spoznal resnico. In če nimamo nekega zaupanja do Bude, potem bo težko tole vzeti k sebi v srce. Je preveč dvoma, vse delamo na pol ali še manj kot na pol, in da se ne bo dobilo istega rezultata. Torej, mora biti nekako spominjanje Bude, pač to zaupanje, da
da to je pravi učitelj. To je isto, kot da bi išli zdravniku. Mi se ne moramo mogli nekaj zdraviti, če nimamo zaupanja do zdravnika. Torej, če imamo dvom zdravnika, pa zdravnik nam nekaj reče, pa to ga ne bomo poslušali, potem je težko, se bo težko kaj pozdraviti. Ampak ponavadi zaupamo zdravnikom in gremo, poslušamo nasvet in potem se pozdravimo. Torej, in Buda ni samo nek človek, Buda je res nekaj, ki je videl preko nekih stališč in nekih pogledov. Mi zdaj vsi gledamo z nekim svojim zornim kotom, svojo domnevo, svojo verovanjem. Mi stvari vidimo tako pravzaprav, kot mi hočemo. Ne moramo drugače. Buda pa nas vodi, kako vidimo stvari izven naših osebnih perspektiv. Kako spoznati resnico direktno sam zase, ampak preko stališč, pogledov, predpostavk, domnev, izven tega zornega kota. Druga kontemplacija oziroma spominjanje je tudi dhamma. Dhamma pomeni resnica, resnica stvari take, kot so. Ista se zadeva kot spominjanje na Bude, ker dhamma je resnica tako, kot je, pa tudi učenje. Tako da zelo podobno Budi. Tretja je sanga. Sanga pa, da so spominjanje tudi drugih prebujenih bitij. Da ni samo Buda, da je prebujen, da samo Buda vidi resnico tako, kot je, izven predpostavk, domnev, ampak so tudi druga bitja. In ko se spominjamo na sango, se spominjamo vse drugih, kako čem reči, teh modrijanov ali svetnikov. In ko se spominjamo na to, tudi to prinese neko luč in razsvetlitev v našem srcu, češ v smislu, da tudi jaz lahko se prebudim, tudi jaz lahko spoznam čisto to resnico, ki jo bodo spoznal. Torej, ni nič skritega, nič manj, ni nič tako, da bi zdaj, to samo Buda lahko vidi, jaz pa ne morem. Ko imamo zatočišče v sango, ali se spominjamo sange ali skupnosti, se pravzaprav spominjamo na prav to možnost, da tudi jaz se lahko prebudim. To je te tri spominjanja, je res v smislu zaupanja. Da imamo mi zaupanje do teh treh zatočišč, teh treh glavnih stebrov prakse. In že ta vera, že to zaupanje da neko samozavest, neko odločnost, pa hkrati tudi že odpre srce, odpre nismo zaprti, češ ne pa tega ne maram, nismo tako kritični, že obraz se že v obrazu pokaže, če smo zelo dvomljivi, tisto iščem napake. Če imamo res zaupanje, pravzaprav se te zidovi zrušijo, in že to, da je možno, že odpre srce, že razveseli že srce, in hočemo nekaj delati na tem, nočemo samo brati, nočemo samo študirati in samo iskati intelektualne odgovore, ampak gremo v to. Druge stvari za spominjanje je tudi vrlina. To je zelo pomembno. Morda ste že opazili nekateri, da se greste usedeti, pa hočete meditirati. In včasih slišimo, morate imeti občutek, da je srce odprto, da je luč, da opazujemo neko svetlobo v srcu. Pa kar nekako ne gre, ker vidimo bolj temno, zaprto, težko. Ne da bi bili nesrečni, ampak hkrati tudi ne ravno srečni. Kot da bi se počutili manj vredno in kar nekako ne moremo iti v globino meditacije. To pa zato, ker se ne spominjamo svojih vrlin. Torej, če se človek spomni dobrih del, oziroma vsaj stvari, da ni naredil nobene škode nobenim drugim, to občutek, jaz sem pa
naredil nekaj dobrega. Ali pa moja vrlina je čista, nimam nobenega obžalovanja, nisem govoril napačno, nisem naredil nobenih napačnih dejanj, moje misli so čiste, nisem imel krute misli ali sebične misli. In ko se spominjamo na vrlino, to tudi osreči srce, tudi tukaj se potem srce ponovno odpre, postane mehkejši, odprt, samozavesten, ker se ne boji se stopiti naprej in poglejte, vse je v redu. Ni nobenih nevarnosti, da bo zdaj kdo prišel in nas kritiziral, oziroma povzročil krivico. Tako da, seveda, ljudje bojo vedno kritizirali, ampak mi bomo videli v sebi, jaz sem čist, jaz sem okej, ljudje lahko govorijo svoje, ampak vem v sebi, da nisem deloval z neko sebičnostjo, s poželenjem, z odporom, z krutim namenom. Če pa nekdo nas kritizira, pa vemo, da smo krivi, to potem se čuti tudi posledice. Se zapremo ali pa iščemo izgovore, ali začnemo napadati druge. To pa zapira srce, tukaj potem postane ta temačnost. No, v glavnem, spominjanje vrline odpre srce. In to je ta glavna zadeva. Potem, mislim, da smo zdaj na peti objekt, peti kontekst spominjanja je tudi radodarnost. Če se spomnimo, da nekaj damo, nekakšen občutek, ko smo nekaj dali, je prijeten. Smo nekaj opustili, smo nekaj dali od sebe, smo nekaj naredili nekaj dobrega, smo osrečili druge, posebno tisti, ki so pomoči potrebni. Naprimer, ko zdaj pomagamo drugim ljudem, ki so zaradi potresa, zaradi koronavirusa, zdaj vsi radi pomagamo. In ko nekaj pomagamo, darujemo, kakšen je občutek? Je občutek veselja. In to je večji dar, je ta dar veselja darovanja, kot pa dobiti nekaj. Tudi mi v Budovem učenju, ki nam kaj daruje, mi rečemo anumodana. In anumodana pomeni veselje. Jaz sem vesel za vas, ki ste darovali, ker ravno tisti, ki daruje, ima večjo korist in srečo, kot pa tisti, ki dobi. Tisti, ki dobi, naprimer, hrano, poje, pa gre potem ven. Ampak tisti, ki daruje, ta sreča je pa neomajna. In ko se spominjamo tega, kakšno je srce, kako se počutimo, se odpira. In če bi pa sebični, če bi samo nase gledali, koliko imamo zadržati, koliko dobimo, kako se potem počuti naše srce? Slabo, bolj omejeno, trdo. Torej, tu so zdaj ta predvsem vrlina, radodarnost, ko razmišljamo o dobrih kvalitetah, ki smo jih mi razvili. To je zelo dobra meditacija. To je zelo dober način razvijanja pozornosti, da vedno imamo tole prisotno, da vrlina je čista in da je radodarnost čista. Ljudje se včasih bojijo priznati, da se naredi dobre dela, češ da je to grešno, da bi mogli biti samo kritični. To ne vem, kako smo dobili ravno v naši kulturi, da moramo biti ravno več čas samo kritični, iskati samo napake pri sebi. Ampak v Budovem učenju je zelo pomembno, da se mi redno spominjamo svojih dobrih del. In ko bomo bili odprti in si priznali, ali smo naredili dobre dela, ali nismo, to potem nas še bolj vabi, da smo bolj previdni, karkoli, kako delujemo, kako govorimo, kako razmišljamo, pa tudi, da darujemo, kako smo sebični. Tako da spominjanje teh stvari vabi nas k nadaljnjem razvoju vrline in radodarnosti. Potem imamo šesto spominjanje, je pa na božanstva, da mi pravimo deve. Zdaj tukaj ne bi hotel biti dogmatičen, kaj so zdaj to božanstva. Vsak človek dojame božanstva na svoj način. Tudi to je lahko na krščanski način, torej spominjanje na Boga, ker Bog je vedno v ozadju, je v kontekstu, je vedno prisotnost, je tam.
ali pa druge stvari, ki jih imamo, v katerem jim je lažje dojeti, naprimer, ali so to angeli, ali so druga nebeška bitja. Ampak v glavnem spominjanje, da ta bitja, nebeška bitja, karkoli so to že, so tam zaradi čistosti, zaradi vrline, zaradi. Nebeško srce je tako, da je odprto, da ni zaprto, ker ima polno ljubezni. In ta ljubezen nima meje. In ljubezen se širi vse naokrog, zahod, vzhod, sever, jug, gor, dol, nima meje. Tista prava ljubezen, ki uči bodo učenje. Torej, ne gre za ljubezen, jaz te imam rad, ampak ljubezen, nepogojena ljubezen. In to je srce božanstva. In ko se spominjamo srce božanstva, se pravzaprav spominjamo na to neomajnost, to srečo, ta mir, ta luč in to ljubezen. Še drugi načini spominjanja, naslednjo je na dihanje. Dihanje je vedno prisotno, vedno del nas. Dihanje je vir življenja. Če ne bi bilo dihanja, ne bi bilo življenja. Torej, in dihanje je tudi povezava med tem telesom in zunanjostjo. Zrak je tukaj, zrak je noter in se ves čas, brez odmora, se ta zrak izmenjava ven in znotraj. Torej, ko govorimo o tem dihanju, ali je to notranje, zunanje, ni tako jasno, zato ker te so neka vrata in ta povezanost. In spominjanje na dihanje nam pomaga, da se začnemo zavedati, da telo, oziroma da ta telo ni nič drugega kot del narave. Torej, je vir življenja, brez njega ne moremo, in ta vir življenja je nekaj zunanjega, nekaj z svetom. Da mi sami nismo nič. Mi ne moremo biti brez dihanja in dihanje je iz sveta. Lahko bi rekli, da bi lahko se spominjali na hrano, samo hrano mi jemo občasno, dihanje je pa prisotno ves čas. Torej, ta življenjska energija, ta življenjska hrana, ki jo potrebujemo ves čas. Torej, to je lahko še en način razvijanja pozornosti oziroma spominjanja. Na isti način, zelo povezano je tudi spominjanje telesa, da je telo minljivo, da telo ima svoj zakon, da mi nimamo ravno kontrole nad svojim telesom, lahko jih samo le delno popravimo ali ohranjamo, ampak samo s temi stvarmi, ki so nam na razpolago. Ne moramo pa res imeti popolne kontrole nad telesom. In ko se spominjamo telesa, smo tudi malo bolj previdni, kako se obnašamo s telesom in da skrbimo za telo, da ne uničujemo telesa. In hkrati se tudi zavedamo, kako, da ni naše, da mi samo skrbimo za to, kar imamo, in enkrat bo tudi to odvzeto. Torej nas pusti v nekem smislu tudi neko odgovornost za naše dejanja, ki jih naredimo. In zelo povezano s tem je tudi še naslednja kontemplacija oziroma razvijanje pozornosti je tudi na smrt. In da vedno smrt je prisotna. Vedno je možnost, vedno je, lahko se zgodi kadarkoli. Lahko se zgodi ta trenutek, nikoli se ne ve, kaj lahko zdaj pade z neba, tukaj v gozdu, lahko veja pade mi na glavo in to je to, na hitro. Torej, mi pravimo, mi živimo in beseda življenja ali spoznavanje življenja oziroma dojamanje življenja ne bi bilo, če ne bi bilo smrti. Torej, smrt je tukaj prisotna že, ki že daje vedeti, da bo enkrat minilo vse. Tako da zdaj,
kontemplacija na smrt ni nekaj, da bi morali zelo biti depresivni, pravzaprav res nas prebudi, nas postavi na pravo mesto, tam, kjer res smo, ne tako, ko imamo mi domnevo ali mislim, kako bi moralo biti in se izgubimo v naših pogledih. Smrt je, kar je. In je boljše, da videti stvari take, kot so, ne pa, da zdaj živimo v neki pravici ali iluziji in mislimo, da bo zdaj kar šlo vse po našem načrtu. Očitno ne gre vse po našem načrtu. Bolezen pride, smrt pride, starost pride, to je to. In spominjanje tega spet odpira srce in razjasni In še ta zadnja kontemplacija je pa mir. Zdaj, mir ne moramo zahtevati, zdaj se moramo samo zavedati ta mir, ki ga imamo zdaj. Tukaj bi pa omenil predvsem mir v smislu, da imamo neko hvaležnost, neko dojamenje, da je zdaj trenutno vse okej. Kar hočem povedati, na primer, mi zdaj trpimo neke bolezni. Je mučno. So to, na primer, glavobol, grozen glavobol. In razmišljamo, ko vsaj ne bi imel tega glavobola, bi bil tako srečen in tako v miru, sem da gre to stran. In potem glavobol izgine in mi smo srečni in veseli. Ja, samo za nekaj časa, imamo ta občutek osvoboditve. Potem pozabimo na ta mir. Ali pa če imamo kakšne probleme, kakšne zadeve, ali so to družinske zadeve, in pravimo, ko vsaj tega ne bi bilo, bi bil srečen. In ko se problemi razrešijo, se počutimo, super, vse je bilo rešeno, zdaj je vse okej, se počutim veselega. Ampak moramo priznati, da tole veselje in olajšanje je samo za nekaj časa in potem spet pozabimo. In potem najdemo nekaj drugega, nek drug problem, za katerega se sekiramo, za katerega imamo slab spanec, in potem spet nekaj drugega najdemo, da ko vsaj tega ne bi bilo, bi bil srečen, miren. Vidite, da ni nikoli tega konca. Zdaj, ko govorimo po spominjanju miru, pa se samo zavedamo, kako če reči, to veselje, ta mir, ki je. Jaz nisem zdaj bolan. Naj čutim za to veselje in mir, da nekaj ni. Ali pa bom dal še eno drugo prispodobo. Smo v nekem hrupnem kraju in v družbi, ki nam ne paše. In se potem maknemo stran v sobo in čutimo tisto, mir. In zdaj, ko imamo mir, tako nasplošno, predvsem v samostanu, se dobro spomniti na hrup, na ljudi in tako naprej, na vse zmotljive stvari, in se potem lahko zavedamo, tega ni. Tukaj ni gužve ljudi. Torej, zakaj bi jaz zdaj iskal neke probleme v sebi in bil nesrečen, ampak se samo zavedamo to, kar imamo. Tišina, mir, zvok narave. Tukaj ni hrupa, tukaj ni polno ljudi in srce je lahko že odprto in bo srečno. Torej, vabim vas, da vzamete prakso pozornosti bolj resno. Torej, razvijajte lahko vse ali enih od teh načinov razvijanja spominjanja, zato ker te spominjanja bo potem začelo odpirati srce, bo razsvetlilo srce in bo bolj jasno. Življenje bo veliko lepše, mi se naravno zdaj tukaj sekirate, na koliko dolgo sedimo v meditaciji, ker že to je meditacija, da živimo neko krepostno in pošteno življenje in smo potem res luč v sebi in potem tudi luč za druge. Tudi, ko smo na tak način pozorni, pazimo, kako delujemo, tako da je vrlina bolj čista.
tako smo tudi uspešni, tako imamo tudi, dobimo več zaupanja vase in ljudje to čutijo. In ljudje hočejo biti s takim človekom, ki ima tisto čisto srce in zaupanje vase. Ljudje se pravzaprav zaljubljajo v tazga človeka, ljudje hočejo biti okrog takega človeka, ki je pošten in dober. Ko vidimo, da ni nič, da nas ne bo poskušal ogoljufati ali da ima neke osebne namene, da vse obrne vsako dobro stvar zase, za svojo korist. Ampak ne, ker je srce v redu, ker je srce pošteno. In to je nekaj, kar je res vredno negovati. To mogoče bi bilo vse, kar se tiče pozornosti. Zdaj lahko rečem, pozornost ima potem veliko drugih stranskih učinkov, kot tudi dobro razvito pozornostjo se potem da tudi razumeti marsikatere stvari, ki jih v svetu pravimo kot nadnaravne. In potem kmalu vidimo, da te stvari niso tako nadnaravne, kot se mogoče slišijo. To pomeni dojemati nevidna bitja, so to duhovi ali nebeška bitja. Lahko začnemo videti prejšnja življenja, lahko beremo misli drugih. Ampak to samo zato, ker je čisto v nekem drugem nivoju. Bolj razvit, bolj odprt. Zdaj te stvari, ki sem jih omenil, so seveda nenaravne, ampak samo za tistega, ki časti samo specifične zadeve, samo ne razvija kontekst, ampak bolj stvar, kar vidim, kar slišim, kar čutim. To je to, gre v informacije, gre v dogme, gre v sodbe. In je samo vidi iz te perspektive. In potem te stvari seveda postajajo zelo nenaravne in nemožna, pa nemogoče. Ampak očitno ni tako. Ampak to ni glavni namen. Glavni namen razvijanja pozornosti je res za razvijanje uma in spoznanje resnice take, kot so. In ko spoznamo stvari take, kot so, potem marsikaj, da trpljenje res ni potrebno. Ni več tistih eksistenčnih neprijetnosti, ker kdo je zdaj tukaj, ki bi zdaj sprejemal trpljenje. Tako da tukaj bom končal. Bi pa še na koncu še to omenil, da vse te posnetke, ki jih jaz delam in se z vami delim te misli, se nikoli ne pripravim. Imam le idejo, o čem bom govoril, nimam pa zdaj, zapisane ideje in točno tudi jaz ne vem, v katero smer gre ta zadeva. Tako da to pomeni, da mogoče ne stvari ne pojasnim zelo v redu, ali preskakujem, ali niso nekako temelj razporejene. To samo zato, ker nimam te teme pripravljene. Torej, če kakšna stvar ni jasna ali kaj površno povem, ali pa včasih mislim, da že marsikaj veste, pa da imate že neko znanje, ki je potrebno, da se razume, kaj hočem povedati. In to je napako z moje strani. Torej, če stvari niso jasne, če rabite še kakšne informacije, lahko to napišete spodaj v komentar in bom z veseljem ali bom odgovoril na komentar ali pa na naslednjih posnetkih. Tako da bo bolj jasno. Če kdo seveda hoče biti med prvimi, da vidi tale posnetek, seveda se lahko subscribe, se prijavite na te posnetke, da boste potem lahko dobili in si pogledali. In če so še kakšne ideje za kakšne druge teme, pa kar tudi povejte. To je zdaj. Srečno.